Pa imam zdaj tole nek tak naredil, da ni to v živo, ampak je posneto. Da je malo drugače. Reč pa zdravo, dragi moji prijatelji. Vse veste, jaz včasih kako rad povem, da se malo nasmejimo, malo zamislimo, malo te realnosti. Smeha je tako ali tako premalo, ne. Preveč te resnosti je postalo v zadnje čase, pa ustrahovanj, pa strahu, ne. Ampak zdi se mi, da smo trenutno v eni taki situaciji, ko bi lahko primerjali eno zadevo, in sicer ti, ki so nastavili ramo, pa tisti, ki niso nastavili rame, z tistimi, ki recimo v prometu uporabljajo varnostni pas, pa tisti, ki ga ne uporabljajo, ne. In bi pol recimo lahko rekli, ne, ko pride do neke nesreče, ki jo je dejansko lahko povzročil recimo tisti, ki je bil pripet z varnostnim pasom, vendar pa je prvič vozil prehitro, vozil je mogoče v vinjenem stanju, prevozil je stop znak, je silil prednost ali sekal kak ovinek ali karkoli. In zdaj na podlagi policijskega zapisnika in njihovih ugotovitev bo tisti, ki je dejansko nič kriv, razen da ni pač uporabljal varnostnega pasu, kriv za povzročitev te prometne nesreče. Nekako tako se mi zdaj le zdijo te vse stvari, ki se v tem trenutku dogajajo, ne. Je pa res tudi, ne, da mi imamo uzakonjeno, da po zakonu moraš biti v avtomobilu pripet, čeprav je to zame nesmisel, da bi nekoga kaznovali, ker po mojem mnenju z tem tisti, ki je pripet ali tisti, ki ni pripet, dejansko ne ogroža bolj drugih ali pa tujih življenj, ampak dejansko svoje, ne. Tako da kaznovan biti zato, ker ogrožaš sam sebe, ne vem, no, to je potem isto, kot če bi te kaznovali zato, ker si doma, pač doma, ob delu, na travniku ali okoli hiše, na vrtu ali kjerkoli spil 3 ali pa 4 piva, zato ker si pač s tem škodil sam sebi, ne. Ali pa zato, ker si šel v McDonald's, kjer je nezdrava hrana, bi bil oškodovan oziroma kaznovan, ne. Nekako tako imamo mi določene zakone napisane. Je pa tudi zanimiva tista druga zgodba, ki jo vidim velikokrat na cesti, to so pa kolesarji, recimo, ne. In sicer pri kolesarjih, pri otrocih do neke določene starosti, ne, seveda je obvezna uporaba čelade in to je tudi zakonsko zapisano in tudi potem uzakonjeno, tako da otrok, ki ne uporablja, za otroka, ki ne uporablja čelade, odgovarja starš in seveda tudi lahko dobi za to kazen. Potem pa imamo drugo stvar, in sicer odrasla oseba pa po zakonu ne potrebuje uporabljati te varnostne čelade oziroma čelade na glavi, pa jih veliko vidimo, da jo imajo, ne. In potem se vprašam, zakaj potem nekdo uporablja, zakaj nekdo uporablja varnostno čelado pri kolesarjenju, torej neka odrasla oseba. In dejstvo je, ne, da so to osebo pač uspeli z dovolj argumenti prepričati, da je to za njeno varnost in pa za poškodbe, ki jih lahko dobi ob morebitni nesreči, padcu ali čemerkoli, dobro, in se pač odloči, da bo uporabljala varnostno čelado zaradi svoje varnosti. Isto je tudi potem v primeru recimo pripetja z varnostnim pasovom, torej pomeni, da se jaz kot voznik osebnega vozila pripnem z varnostnim pasom zato, ker so me določene študije, določene pregledi tako ali drugače prepričali v to, da je uporaba varnostnega pasu v avtomobilu zame dobra. Ne zato, ker me bo policija kaznovala, če ga ne uporabljam, ampak zato, ker zmanjša posledice, hujše posledice, torej nekega trka, nesreče ali česarkoli. Čeprav seveda vemo, da lahko v določenih primerih je tudi obratno, ampak dovolj argumentov so mi podali. In po mojem bi pristop
glede bockanja v ramico bil lahko tudi enak oziroma dober, če bi nas tisti, ki nam želijo dobro, oziroma če bi mi prvič verjeli tem ljudem, da ne bi slonele njihove stvari na ne vem kakšnih lažeh in na nekih poskusnih odobravanjih in pa testnih fazah in pa ne vem čem se še. In pa seveda v tem, da so zadeve malce drugačne, kot nam jih prikazujejo. In če bi obrali mogoče tako pravi, milejši pristop k temu, da bi rezultati mogoče celo bili boljši, ne? Tako da, včasih je dobro malo razmisliti, seveda pa razumem, ker sem ravno danes doživel, ko sem se pogovarjal z eno osebo o tem novem sranju. In ta oseba je dejansko res tako zelo prepričana in ne verjame v obstoj kakršnekoli zadeve, da tudi če ji želiš predstaviti svojo plat kot prebolevnik, recimo, in bi seveda ji želel povedati stvari, ki bi bile za njo dobro, torej, da se strinjaš v določenih stvarih z njo, ti ne želi prisluhniti in se raje obrne v stran, meni ne boš nič govoril, oziroma s temi besedami te odvrne, ne? Ker pač si predstavlja oziroma misli, da ji želiš vsiliti neko drugo mnenje. Tako da smo zdaj res v tem času lahko videli, ne, da so nekateri zelo, zelo trdno prepričani v obstoj, na drugi strani pa tisti, ki so zelo, zelo trdno prepričani v neobstoj česarkoli. In pač se tudi ne z enimi, ne z drugimi se je zelo težko pogovarjati oziroma povedati kakršnokoli svoje mnenje. Čeprav sam stojim še vedno trdno na sredini, nisem popolnoma prepričan v neobstoj in pa tudi nisem popolnoma prepričan v obstoj. Vse, kar sem uspel doživeti sam pri sebi, je to, da sem ugotovil na podlagi primerjalne študije z februarjem 2020 in pa avgustom 2021, ko sem imel tak zdravstveni izziv na obeh straneh s podobnimi simptomi, le da je tisti prvi bil dosti hujši in pa da sem lahko to primerjal na podlagi moje telesne pripravljenosti takrat in potem kako dolgo je vse skupaj trajalo, da sem se ponovno vrnil na tekaške proge in pa kako dolgo je trajalo, da sem prišel nazaj v formo in pa zdaj v tej različici, ko bi pa naj imel s hitrim antigenskim testom potrjeno, da sem bil okužen s tem novim, ne bom ga imenoval, ne? Se veste, da sem povedal, da tega ne bom več omenjal. V glavnem, ta primerjalni test je pokazal, da je prvič regeneracija in pa vračilo in pa potek do forme nazaj bil neprimerno daljši kot v tem avgustovskem primeru. Tako da, glede na to, da takrat ni obstajalo še februarja, ne, vsaj pri nas, ne, ta zadeva, čeprav bi lahko sumil tudi, da je bilo in da sem se mogoče celo nalezel kje v Franciji, ko sem bil, oziroma na avtobusu, ko smo se nazaj peljali, ko je pač bilo prvič zelo utrujen, veliko nehigiene in pa en prebivalec oziroma državljan Malezije, ki je za mano sedel pa celo večer kašljal na avtobusu. Tako da so se lahko določene stvari pač poklopile. Ampak takrat še teh testiranj pa vsega tega ni bilo, zato je bila pač diagnoza drugačna, ne? Simptomi pa dejansko popolnoma enaki kot tokrat, ko je pa test pokazal pozitivno na ta novi stvor. Tako da ja, velikokrat lahko o tem govorimo, mogoče še sam na koncu slišim, vidim, berem tudi včasih malo te članke v novicah, Delo, Večer, Slovenske novice, 24 ur poslušam malo te zadeve, ki jih pišejo, govorijo. Politiki govorijo, da so krivi za to, da se širjenje ne ustavi, mediji, ki širijo laž, potem na drugi strani so drugi ljudje, ki govorijo, da se širi ravno zaradi tega, ker mediji širijo in delajo marketing za to zadevo. Jaz vam bom povedal, da eni in drugi, pa tudi vsi mi ostali smo delček so krivi, tako da ne eni, ne drugi niso popolnoma. Vem, kako funkcionirajo mediji.
In vem tudi, da ko berem v medijih razne zadeve in pa od teh, ki so kao preboleli ta nov dogodek, zdravstveni izziv, se piše samo o tistih z nekimi hudimi posledicami, ki so bili v bolnici, ki so imeli hujšo stanje, ne bom rekel hujši potek bolezni, ampak hujšo stanje. Medtem ko pa tistih, ki jih je več, ne, ki imajo resnično samo neke blage simptome, mogoče par dni, 2-3 tedne, da preležijo in pridejo nazaj, tem pa nekako ne dajo prostora, da bi povedali svoje mnenje v medijih. Zdaj, zakaj je temu tako, vsi vemo, ker bombastične novice se berejo, ne, torej skoraj ga je pobralo, težave ima še danes, ne more se vrniti tja ali ono, to seveda to se seveda bere, ne? To se posluša, o tem se da govoriti, o tem se da razpravljati. Če pa bi dali tisto drugo, milejšo varianto, ne, pa ne moremo vladati z strahom in strašiti ljudi, da ni to tako nevarno, ker bi potem ljudje preveč brezskrbno živeli in bi seveda bilo mogoče manj okužb. Zdaj, prebral sem en članek. En članek nedavno nazaj je bil o tem, kako je mlajši brat od neke sestre zbolel. In zanimivo je, da je sama opisala, da se je že od začetka te navidezne epidemije pripravljala na to. Torej, moje vprašanje je, kako pri hudiči lahko živiš s tem, pa v tem strahu, da se že od začetka epidemije pripravljaš, da bo tvojemu bratu se nekaj zgodilo. Po drugi strani pa pišeš, kako je tvoj brat bil fit in pa zdrav, da je skakal po skalah in po morju, potem pa drugi dan več ni mogel. Oziroma, en dan je dobil vročino, drugi dan se je bolje počutil, pol pa je čez par dni, ne vem, dobil hujšo obliko in ni mogel več dihati in eno, drugo, tretjo, četrto, peto. Zdaj, veliko vprašanj se tukaj poraja, ne? Koliko je v tem vsem resnice in pa celo vprašanje se poraja v tem primeru, ko je ta oseba zbolela, recimo, ko je imela vročino, kaj je naredila, da je potem drugi dan bila v redu. Torej, mogoče je vzela kak antibiotik, aspirin, lekadol in zbila vročino. In drugi dan, ko ni bilo več vročine, je ta oseba začela funkcionirati naprej, torej šla v službo ali karkoli, ali telovaditi, ali se pravi, ne vem, ne poznamo zgodbe, ker ni napisana, in je zadeva lahko šla potem seveda v drugo smer, kar je seveda daleč najbolj nevarna zadeva. Ker če ti nisi regeneriran, če ti nisi popolnoma ozdravel, če tvoje telo še ni reklo, da je v redu, ampak je to samo posledično v redu bilo zaradi tega, ker si vzel nek antibiotik, potem si lahko naredil veliko več škode kot koristi. Isto je tudi pri športnikih, vse veste, veliko krat rečejo, da so mu dali protibolečinsko injekcijo in da bo stisnil zobe, potem pa se seveda ta poškodba, preden se zaceli, preden se vrne tale nogometaš na zelenice, vleče in že ko je poškodba sanirana, ne, ta nogometaš potrebuje še določen čas za to, da pride nazaj v formo, da je dovolj dobro fizično pripravljen in tako naprej. Tako da veliko preveč je neznank in pa veliko preveč je stvari, na katere premalo polagamo pozornost in zato potem samo govorimo v neki določenem trenutku, ja, bilo je tako, pa tako dolgo je trajalo, nihče se pa ne vpraša celotnega poteka zgodbe od začetka do konca in pa kaj se je dejansko dogajalo že mogoče kdaj prej, prejšnje težave, ki smo jih imeli in pa te trenutne. Tako da treba je včasih malo pogledati tudi širše, ne samo v gozd, oziroma ne samo v drevo, ampak je treba stopiti kak korak nazaj in videti cel gozd. Lepo bodite, fajn se imejte in uživajte, čau!